prvi kulinarični izzivi v Dobovi, pa upam, da ne zadnji, da bomo s tradicijo nadaljevali. Sodeluje 7 ekip, ki vsaka pripravlja svojo jed, ki se je že prej odločila, da jo bo pripravila, tako da se stvari ne podvajajo. Golaž, potem je mehiški golaž, pa je naprej so fašenkove miške, pa kapevski napihjenčki, tam je gobova juha, obrški prutarji imajo vampe, pa fižolov golaž. To gre zraven tudi, ne? Ja, normalno. Mislim, zraven. Turistično društvo Dobova. 7 ekip, v glavnem 7 različnih jedi, ki so namenjene obiskovalcev za degustacijo. So dobri? Ja. Fini? Ja. Je bilo vredi priti, ne? Ja. Kak je, dobro? Odlično. Vida imata kaj? Vampe. Je vredi? Super. Skuhali so dobro? Dobro. Še bojo lahko. Kar hitro probati. Skušali smo nekaj novega vnesti v Dobovo, potem mrtvilo po koroni, ko se ni nič dogajalo, ko so tudi naše prireditve v letošnjem letu bile neorganizirane, ker ni bilo pogojev. Tudi ta je s posebnimi pogoji pač organizirana za ne veliko število obiskovalcev in sodelujočih, tako da še vedno smo v teh mejah in še lahko nas kdo obišče, da bomo imeli kvoto, ki smo jo uradno prijavili. Po kakem ključu so ekipe pripravljene ljudi, ste dobili kakšne usmeritve? V biti so se sami odločili, kaj bo kdo delal, jaz njih povabila k sodelovanju. Vse v štartu je bilo 10 ekip, ampak so 3 ali se niso potem dokončno odločili, da pridejo ali pa odpovedali svoje sodelovanje. Vsak se je pač sam odločil, da bo delal tisto, kar mu je najbližje, kar misli, da bi bilo v redu, da se ne bi ponavljalo. Vemo, če golaž, Mirotova ekipa, ki se tokrat imenuje MDM, se je odločila za golaž, ker tudi drugače sodeluje na raznih golažijadah, tako v naši občini kot tudi širše. Ekipa Pekoči Amigosi in pa mehiški ta golaž, njihov neki biti golaž s posebnim imenom, so se odločili, da bi pač temu primerno so odeti se tako in to tudi pripravili, da bi bilo nekaj drugače, da ne bi bilo vse neke domače jedi. Potem so fašenkove miške, vemo, da so tak naša nekak zaščitna in pa tradicionalna jed ob pustu. Kapevski napihjenčki, tudi oni so si to nekako vzeli za svoje zaščiteno jed v društvu, tako da jim to in so se tudi tako za to odločili. Turistično društvo Dobova, sekcija, kulinarična sekcija z gobovo juho, v njej pa še palačinke pečejo, punce se pač odločile, da pripravijo, ker so nekako gobe jesenska jed. Letos je bilo res težava z nabiranjem gob, ker ne rastejo, zato smo jih mogli nabaviti v trgovini, drugače ni šlo. In pa potem še 2 jedi, to je fižolov golaž in pa vampi, ki tudi nekako so to take tradicionalne jedi, ki se v jesensko-zimskem času največ kuhajo. Tako da ekipe so se v glavnem odločile same, kaj bojo pripravile, na kak način in pa zdaj je namenjeno vsem, ki so tu prisotni za degustacijo. Kuhanje pa ni tekmovalnega, ocenjevalnega značaja? Ne, ker mislimo, da ne bi bilo pošteno, da bi bilo to ocenjevanje, ker je pač vsaka jed drugačna. Če bi bila to golažijada, če bi bila vampijada ali kakorkoli, ok, ne, ker so pa jedi različne, pripravljene na različne načine, pa ni prav, da se to ocenjuje.
pač neka zahvala za sodelovanje vsem ekipam bo izrečena oziroma podeljena zahvala pa nek spominek na današnji dan, tako da bojo se spomnili, kdaj so bili na kulinaričnih izzivih v Dobovi. Načrtujete, da bi ta prireditev bila potem? Ekipe, ki so danes tukaj, so biti pozitivno sprejele to odločitev, tako da jaz upam, da bomo tudi mogoče našli neki termin, ki bo bolj ugoden, kot zdaj ta zadnja septembrska, kljub temu, da je danes krasno vreme, ampak da bi, ko se dogaja več, mislim, ko ni takih opravil, kot so danes. Danes vemo, da je tudi veliko trgatve, da so v pobiranju koruze in pa tudi druge stvari. Res, da mogoče nekatere tudi še ta korona bremza, da pridajo do nas, ker pač ne upajo. Vemo, da je danes tudi pogoj PCT, da se lahko udeležujejo tako ekipe kot obiskovalci te prireditve. Tole je Dobova juha, turistično društvo Dobova. Kaj menite? Super je, še probuješ isto. Pridi. Jaz sem že prej probal, dober. Nekak na vaši stojnici pa ni nevelikega navala. Kaj to pomeni? To pomeni, da pravkar končujemo z delom in da kome čakamo na val zdaj. Kaj ste pa delali? Mi smo delali gulaš, klasičen, ampak ker 2 ure ne moreš to pripraviti do neke mere, smo delo končali šele zdaj in pričakujemo obiskovalce prav kmalu. No? Ocenjujete, da vam je uspel gulaš? Mislim, da je gulaš vrhunski. Celo imamo enega poklicnega kuharja, ko je pohvalil zadevo, tako da mislim, da je vreden. Dobro, super je. Meheško mora biti ljudi. Ja, super je. Ja, to. Lepa.